Lepo pozdravljeni in dobrodošli v uvod v program izkušnja v praznini. Jaz sem Pragit, ob meni je Julien, pred nami pa je izjemen dan, kajti Alcazar je včeraj pokazal sliko, da smo z eno nogo trdno v fizičnem, v tretji dimenziji, z eno nogo pa v praznini. Tako je in specifično je ta slika, ta predstava povezana z razumevanjem izmuzljive narave te realnosti, ko razumemo, da smo trdno tukaj, obenem pa smo v praznini in naša zavest lahko premosti to vrzel. Alcazar je opisal, da smo superzavestna bitja, ki obstajajo v praznini, a vendarle smo tukaj na zemlji in imamo istočasno tudi človeško izkušnjo. Danes bomo pogledali te dve različni realnosti in razumeli bomo, kako lahko dostopamo do praznine z namenom, da bi spremenili našo fizično realnost, naše življenje. Vse več ljudi zdaj dobiva občutek, kako se to naredi. In vse več je ljudi, ki so izkusili, kako je biti v praznini. Gabriela mi je danes zjutraj poslala e-mail in je opisala izkušnjo v eni od njenih meditacij. Pa naj preberem, kaj piše. Pravi, v meditaciji sem bila v miru, hvaležnosti in temi. Naenkrat pa zagledam na desni veliko črvino. Naprošena sem bila, da vstopim vanjo. Občutek je bil čuden, ampak šla sem vanjo. Na drugi strani pa sem ponovno prispela, torej na drugo stran, v popolni črnini, tišini, umirjenosti in videla sem izjemno lepoto planetov, kot da bi bila v prostoru, v vesolju, v lepoti, kjer obstajajo vsi planeti. Tako zelo hvaležna sem bila in čutila blaženost, da sem bila vodena v tako lepoto. Obenem pa sem čutila to črnino kot nikoli dokončan prostor tišine, miru in ljubezni, na nek način pa vendarle poln življenja. In ko ti tole pišem, čutim globoko hvaležnost. Spet čutim vse to. Je bil to del praznine? Sem bila v tej praznini? Čutila sem črnino, a nisem postala to. A vendar istočasno na nek način sem postala črnina. Vedela sem, da sem jaz ustvarila te planete. Ali je več planetov Zemlja v različnih dimenzijah, kot so kopije izvornega planeta Zemlja, Gaje? Rada bi vedela, tako zelo si želim vedeti, zakaj sem bila vodena v to neopisljivo lepoto. Mora biti nek razlog za to. Gabriela, kako čudovita izkušnja in ja, to je praznina. Alcazar želi vstopiti in nekaj povedati v zvezi s tem. Preljubljeni, pozdravljamo vas, z vami smo Alcazar. Ta opis tvoje izkušnje je čudovit. In da, drži, bila si v praznini. Tvoja zavest je bila v tem prostoru stvarstva, kreacije. Pokazano ti je bilo, kot si sama prepoznala. Na nek način je bil to načrt, ta popolnost Zemlje in v resnici tudi drugih planetov. In sprašuješ se, zakaj si bila vodena v ta prostor. Preprosto zato, ker si se odprla za izkušnjo. In zaradi tvoje povezave in ljubezni do Zemlje, pokazana ti je bila perfekcija, ta popoln odtis, načrt in ta prostor, v katerega prehaja Zemlja in človeštvo. Razumi to, zdaj se pomikaš proti popolnosti. Kot smo že rekli, želimo danes govoriti o tem, da smo obenem prizemljeni v fizičnem, pa istočasno prizemljeni v praznini. Praznina je ta prostor, iz katerega lahko začnete vplivati na to, kar se dogaja v vašem življenju.
začnete lahko ustvarjati iz praznine. In to je proces, v katerega vas želimo voditi v naslednjih nekaj tednih in mesecih. Pokazati vam želimo, kako lahko dostopate do praznine in s tem dostopom uporabite svojo namero, ljubezen in s tem lahko začnete vplivati na vaše sedanje situacije v življenju. In tako, preljubljeni, ta izkušnja Gabriele je le eden od drobcev nekoga, ki poroča o priložnostih. A vendar je priložnosti neskončno, ko vstopite v praznino. Kot smo že rekli, je njena ljubezen do zemlje ponudila ta uvid v popolnost. Vsak od vas ima različne želje, različno ljubezen in povezave. In ko boste vi prišli v praznino, obstaja potencial, da bo vaša izkušnja popolnoma drugačna. Nekateri hrepenite potem, da bi spoznali svojo zvezdno družino. In v praznini se vaša zavest lahko pomakne k njej, kot se to že dogaja za nekatere. In zato vas vabimo v to raziskovanje, kot mu rečemo, svetov onkraj vsega, kar je onkraj. In to raziskovanje vam želimo prinesti počasi, korak za korakom. In če vas ta možnost navdihuje, če želite čutiti, da ste vi kreator svoje realnosti in ne žrtev, potem vas želimo vzpodbuditi, da se nam pridružite v prihajajočem programu. Sinoči se mi je porodilo vprašanje. Namreč, ko se prebudimo, v kaj se prebudimo? Dobro, pa vprašajmo to Alkazarja. Preljubljeni, v resnici ste že prebujeni. Vi ste svoj superzavestni jaz. Ko rečemo vi, vas običajno zaznavamo kot superzavestno bitje. In pravite, ko se kot človeško bitje prebudite, v kaj se prebudite? Prebudite se v ničnost. Prebudite se v svojo čisto esenco. Ko ni osebnosti, ko je samo bit. Za tiste, ki ste imeli dovolj veliko srečo, da ste bili v družbi razsvetljenega človeka, ste začutili, da je tam telo, ampak v tem telesu ni nikogar, ki bi bil kot osebnost prisoten v telesu. To je težko opisati, težko je to razumeti, dokler tega ne izkusite. Razsvetljeno bitje je čista energija, je zavest duha v telesu. To je superzavestni jaz v telesu. In ko se prebudite, kot temu pravite, se zgodi točno to. Postanete svoj superzavestni jaz. Ta pa je del polja, del praznine. In ko ste v tem prostoru, nimate nobenih želja, nimate namere, da bi karkoli ustvarili, ni namere, da bi karkoli naredili, a vendar se magičnost dogaja vse okrog vas. V to, naj ponovimo, vas želimo usmeriti in voditi tja. Je to odgovor na vprašanje, ki si ga postavila? Ja, je, hvala lepa.
Ko sem sebi postavila to vprašanje, sem se uglasila s tkivom eksistence, ki je živa. In tu je energija duha, čista ljubezen. In vse stvari so v tem polju, pa tudi prostori med vsemi stvarmi. To je ogromna neuromreža. Na nek način zaznavam, da se v to prebujamo, da je človeško bitje na nek način zaprto s sposobnostjo, da poseže izven tega sistema, ampak človeški nevrosistem je v našem telesu. Ko pa se prebudimo v živčni sistem univerzuma. In še naprej. Blossom pravi, pa bi dejansko uživali v tem, da bi se počutili kot nič, ko se prebudimo in razsvetlimo. Ali je to dejansko čudovita izkušnja? Je prekrasna, kajti je še več kot samo čudovito, je več kot samo blaženo. To je izkušnja, ko si vse, kar je, pa si tega sploh ne morete zdaj predstavljati. Tega se ne da niti opisati. Vem, da je veliko ljudi to že okusilo in za mnoge od nas velja, da smo zato na tej poti in zato je to največja pustolovščina, na kateri smo lahko, kajti dobesedno smo poklicani, da gremo onkraj vsega tega, kar vemo. Celo način, s katerim nekaj vemo, način delovanja, način razmišljanja. Ko premostimo to vrzel v to, kar pravi Alcazar, da je čista bit, potem tu ne govorimo o neki hipni spremembi ali hipni meji, ki jo premostimo, kajti obstajamo v več dimenzionalnih realnostih. Za vami pa je cela kozmična preteklost, iz katere začnete rudariti oziroma črpati. In imate eno nogo na zemlji, drugo pa v praznini. Eni pravi, mar ne potrebujemo naše osebnosti tukaj na zemlji? Preljubljeni, vaša osebnost, to je vaša omejitev. Vaše osebnosti so obraz, ki si ga nadanete, obnašanje, ki ga nosite, a tu niste vi. Vi ste esenca, vi ste ljubeča bit, ki je bila tekom mnogih življenj potlačena. Ustvarjate osebnosti, ki jih imate veliko. Imate osebnost, ki jo imate s svojo družino, pa drugo osebnost, ki si jo nadanete v službi, pa imate osebnost, ki jo pokažete prodajalki v trgovini, na primer. Vse to so obrazi, iluzije, niso vaš resnični jaz. Ali potrebujete te osebnosti? Ne, ker so omejitev. Pomaknite se onkraj osebnosti. Vstopite v ljubečo bit, v to, kar ste. In ponovno, to je nekaj, v kar vas spodbujamo, da greste v to smer, v tem prihajajočem programu. Naj povem zgodbo, ki je popolnoma naključna, ampak zdaj me je prešinila. Pred leti, ko sem bila na univerzi, sem bila v centru Madonna ob mojstru, ki je tam živel v Santa Cruzu. In tam je bil tudi udeleženec, ki se je ukvarjal z dentalno higieno, oziroma udeleženka. Rekla je, da ko je šla k Babahari Dosu, je želela pogledati, če ima zdrave zobe in kako skrbi zanje. In ko je šla proti njemu,
je potegnil iz žepa nitko in začel nitkati zobe. In to me je presunilo, ko zdaj Pragit oziroma Alcazar govorite o tem, da je treba opustiti osebnosti, se na nek način zgodi poravnava, ko si dejansko bolj v polju, kot pa v svoji osebnosti. Kajti Baba Hari ni zavestno vedel, verjetno, da bo nekdo zdaj prišel k njemu in mu preveril zobno higieno. Ampak v tej povezljivosti, konektivnosti smo. In predstavljajte si za hip, kaj se lahko zgodi s človeškostjo, ko vse bolj vstopate v superzavestni prostor. In tu se res lahko zgodi izjemen pretok. Zdaj se nenehno usklajujeva tudi s Sandro, ki je danes zadolžena za menjanje slik preko kamere. No, Chris pa pravi, kaj pa moškost in ženskost v praznini. No, zdaj smo onkraj tega, zato imamo eno nogo močno zasidrano na zemlji. Namreč ste celi, v praznini ste kot eno. Veliko je vprašanj in komentarjev. Ampak zelo hitro bomo šli v meditacijo. Samo sprostite se in pojdite vase. Preljubljeni, spet smo z vami. In vabimo vas, da se preprosto sprostite. Sprostite se. Samo sprostite. Povežite se z energijami zemlje, Gaje. Naj energija zemlje vstopi v vaše energijsko polje, v vaš prostor, v vaše telo. Kličemo energije Gaje in samo dopustite. Zemlja se odziva, ko se povežete z njo. In začutili boste zelo mehko, nežno energijo, kako prihaja k vam. Prihaja od spodaj, prihaja iz zemlje. Naj vas ne skrbi, če tega ne boste začutili. Energija se bo tekom meditacije okrepila. In zdaj prosimo, naj vsakdo od vas pokliče zavest zvezdnih vrat. To je zavest svete geometrijske strukture. Naj se spusti in vas obda. Kličemo eterična zvezdna vrata. Predstavljajte si, zaznajte, vizualizirajte. Kajti, ko prosite in pokličete, se zavest zvezdnih vrat, to superzavestno bitje odzove in bo prišlo k vam. In to je darilo dano človeštvu kot pomoč v vašem procesu prebojenja. Prosite zdaj v sebi za aktivacijo vaših zvezdnih vrat. In s tem bodo zvezdna vrata začela žarčiti mehko energijo. Prosimo za aktivacijo vseh zvezdnih vrat okrog sveta. In ko vizualizirate zvezdna vrata, boste morda že zaznali, kako vas obdaja mehka, nežna energija. Zelo dobro. In zdaj bomo vaša eterična zvezdna vrata napolnili z energijo, kajti vsa zvezdna vrata so povezana z vami, preko kvantnega polja, preko praznine. In ko začnemo vibrirati zvezdna vrata vse hitreje in hitreje, bomo energije dvigovali navzgor skozi
dimenzije. In zdaj začenjamo ta proces. In zdaj vibriramo. Vsa zvezdna vrata okrog sveta, ko se dviga vibracija in se iz tretje dimenzije pomikamo v četrto in se že spajamo skozi razpone frekvenc pete dimenzije, vstopamo zdaj v šesto in vibriramo vse hitreje in hitreje. In se spajamo z razponom frekvenc sedme dimenzije, kjer se vsa zvezdna vrata nežno zaustavijo. In zdaj prosimo vsakogar od vas, da prosite v sebi, naj vas vaša zvezdna vrata obdajo z mehkim energijskim poljem sedme dimenzije. In samo čutite, kako smo v teh energijah sedme dimenzije. In samo sprostite se v to polje in počasi se bo vaša vibracija nežno dvignila. In čez nekaj trenutkov bo vaša energija poravnana s frekvencami sedme dimenzije, ki vas obdajajo. To se zgodi samo po sebi, prav nič vam ni treba narediti. Zelo dobro. In zdaj vibriramo zvezdna vrata še hitreje in hitreje. Dvigamo se navzgor iz frekvenc sedme dimenzije, vstopamo v energije osme dimenzije in še hitreje prehajamo v tem trenutku v frekvence devete dimenzije. In še naprej dvigamo frekvenco v tem kolektivnem energijskem polju. Vsa zvezdna vrata okrog sveta vibrirajo precej hitro, ko se pomikamo skozi frekvence 11. dimenzije v 11. In zdaj spet stabiliziramo polje na 12. dimenziji. In vsak od vas naj zdaj v sebi prosi zato, da bomo lahko sprejeli ta žar energije, ki bo vse okrog vas in v vas, kajti te energije se dotaknejo vsake celice vašega telesa. In tako zdaj prosimo za močno energijsko polje 12. dimenzije. Zelo dobro. In kot večina od vas že ve, ko vibriramo na teh visokih frekvencah, ste dosti bolj senzitivni za vodnike, dobronamerna bitja, ki so na voljo, da nam pomagajo v tem procesu prebojenja. In tako v to globalno meditacijo zdaj vabimo prisotnost angelov. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite angele, naj vnesejo svojo energijo v vaš prostor. In tako zdaj kličemo prisotnost angelskega kraljestva. In samo čutite, že prihajajo. Zaznajte nežno spremembo v energiji. Ali lahko to začutite, ko angeli vnesejo svojo prezenco v ta prostor? Povabite jih, naj pridejo še bližje, če želite. Pridite bližje, naj vas še bolj začutim. Zelo dobro. Zelo dobro. Kar nekaj mojstrov redno dela z nami, ko se povežemo z zvezdnimi vrati. In tako bomo najprej poklicali Jezusa, Sanando, Ješua. Prosimo vas, da pokličete prisotnost Jezusa, naj vnese svojo energijo v to globalno meditacijo. Kličemo Jezusa iz Nazarina in samo čutite, že prihaja. Ali čutite njegovo prisotnost, kako se nežno pomika v to meditacijo. Preko praznine se poveže z vsakomer od nas. Začutite njegovo prisotnost in ljubezen, kako prihaja k vam, preprosto zato, ker ste prosili. To je božanska moška energija, energija ljubezni, sočutja,
energija mojstra Ješue, ki zdaj prihaja k vam. In zdaj še ena mojstrica, prav tako znana po svojem sočutju, Kuan Yin. Večkrat smo že rekli, da so njene energije zdaj še kako pomembne za planet. Prosimo vsakogar od vas, da pokličete prisotnost, ljubezen in podporo Kuan Yin. Kličemo Kuan Yin. In ponovno se samo uglasite s to energijo in začutite, že prihaja. Kuan Yin prinaša svojo mehkobo, prinaša svojo nežnost, svoje sočutje. Vstopa v to polje, v to globalno meditacijo, v to energijsko polje, ki ga vsi držimo skupaj, povezani preko praznine. Kuan Yin. Ti mojstri in angeli vnašajo svojo prisotnost in jo združujejo v povezavi s poljem enosti, ki nas obdaja. Samo sprostite se v to enost in ko se sprostite, te energije previbrirajo vašo lastno energijo in vaša energija vibrira v energiji mojstrov in takrat se vaše lastno telo lahko odzove in lahko se vašega telesa dotakne ta energija. Dotakne se vaše biti s temi energijami. Te energije lahko stimulirajo odprtost v vas, pa ne zato, ker se trudite in naprezate, ampak preprosto zato, ker ste popolnoma sproščeni. Malo prej smo že govorili o osebnostih. Te energije mojstrov pa vas popeljajo onkraj vaše osebnosti, popeljajo vas v ta občutek zato, da ste tu, kar ste. Ko za nekaj trenutkov dopustite, da se osvobodite osebnosti in nimate več potrebe, da bi svojo podobo projicirali v svet. In preljubljeni, dobro vedite, ko ste svobodni na tak način, to pomeni, da ste povezani s poljem, z ničnostjo, a vendar je ta ničnost polna življenja. Celoten univerzum brsti skozi čisti potencial in ta energija praznine, ta energija čistega potenciala je to, s čimer se prepojite, ko izkušate energije zvezdnih vrat Stargate, ko vas okopajo svojo energijo ta razsvetljena bitja. In to je trenutek sprostitve. Kot da človek sam pri sebi čuti, da se prepusti temu polju ljubezni, ko se prepusti polju vedenja, ko se prepusti svoji lastni superinteligentni biti. Kajti vi ste superinteligenca. In zdaj blagoslovljena, blažena mati Marija, ki vedno pride z energijami Stargate. Pokličimo jo zdaj vsak pri sebi. Naj prinese svojo energijo, to božansko, žensko, materinsko energijo. Prosite v sebi za njeno prisotnost. Kličemo blagoslovljeno, blaženo Mater Marijo in ponovno začutite, kako prinaša svojo energijo v to globalno meditacijo, v to polje, ki ga drži skupaj nekaj tisoč ljudi. V tem trenutku zdaj. Samo začutite, kako mojstri, angeli držijo to podporno energijsko polje.
in globoko se sprostite van. Globoko se sprostite van. Zdaj pa še ena skupina, ki ji rečemo galaktično poveljstvo. Živijo na različnih vesoljskih plovilih. Večinoma so nevidni, obdajajo vašo zemljo, vstopajo pa tudi v vašo atmosfero. Galaktično poveljstvo se stoji iz zvezdnih družin, biti iz različnih zvezd, ki obdajajo vašo Mlečno pot. To so razsvetljena bitja, ki prihajajo iz civilizacij, ki so razsvetljene. Celotna civilizacija je razsvetljena. Duhovno so dosegli ta čaroben prostor. Plejadanci imajo močno povezavo z Zemljo. Razsvetlili so se kot cela civilizacija pred več kot milijonom vaših zemeljskih let. Človeštvo je dejansko novi prišlek. Človeštvo je najnovejši na tej poti proti razsvetljenju. In tako, preljubljeni, vas zdaj vabimo, da pokličete galaktično poveljstvo. In zdaj prosite v sebi z občutkom, kličemo galaktično poveljstvo. In samo čutite, že prihajajo. Galaktično poveljstvo prinaša energijo v ta prostor. Toliko različnih razsvetljenih civilizacij. Arkturijanci, Pahaturiji, bitja iz Siriusa, pa iz Kasiopeje, Andromedanci, preljubljeni, vaš univerzum utripa z življenjem. Začutite to. Začutite. In tako, preljubljeni, zdaj ste v objemu energije mojstrov. Galaktično poveljstvo pa ima zmožnost, da projicira energijsko polje k čisto vsakomer od vas. In tako jih bomo zdaj prosili, naj projicirajo energijo, ki lahko podpre vas. Podpre vas, da boste za nekaj trenutkov lahko spustili vašo navezanost na vašo tako imenovano osebnost. To bo energija, ki vam bo pomagala, da boste lažje zdrsnili ven iz zavestne pozornosti na telo in zdrsnili boste v to praznino onkraj. To je preprosto začasna podpora, ki vam jo zdajle ponujajo. Če si jo želite, potem preprosto samo v sebi recite, ja, to si želim. To ni zahteva, ampak je preprosto ponujena pomoč, da boste zdrsnili malo globlje v svetove onkraj. In zdaj galaktično poveljstvo prinaša to energijo vsem tistim, ki ste prosili za to. Nežno polje se spušča in vas obda. Morda ga boste zaznali, morda pa ne. Mojstri zdaj držijo polje ljubezni in podpore. Polje varnosti in enosti. In tako zdaj samo začutite, da ste popolnoma prisotni v svojem telesu. Začutite svoje zavedanje v svojem telesu. Ko se zavedate tega, da ste zavestno v svojem telesu in začutite svojo budnost, svojo zavest v svojem telesu. In zdaj preprosto, samo svojo namero, vizualizirajte in si predstavljajte svoje zavedanje, budnost, kako se pomika ven iz telesa, navzgor
v ogromno črnino, v ogromno ničnost, ko lebdite v kvantnem polju, ko lebdite v tej črnini, ki je onkraj dualnosti svetlobe in teme. Kot smo že rekli, v vaši Bibliji je na začetku govora o tem, da naj bo luč, naj bo svetloba, kar pomeni, da pred tem ukazom svetlobe ni bilo, luči ni bilo. In tako se zdaj pomikamo v prostor onkraj dualnosti svetlobe in teme, v čisto praznino, čisto ničnost. In ko vaše zavedanje, vaša zavest lebdi v tej črnini, vidite, zaznate to črnino, ki sega naprej in še naprej pred vami. Sega onkraj vsega, kar je onkraj. Pred vami je, na obeh straneh, v vse smeri sega v neskončnosti, še naprej ta črnina. Začutite to pod seboj, nad seboj, za seboj, levo, desno, spredaj, v neskončnost, vse smeri in še naprej. Začutite, kako vaša zavest lebdi v tej črnini, lebdi v kvantnem polju. Preprosto samo je, samo lebdi. In zdaj imejte namero, da boste šli še globlje, v vedenju, da vas mojstri držijo v objemu svoje podpore in ljubezni, v vedenju, da je tu galaktično poveljstvo, ki vam pomaga, da boste šli še malo globlje. In predstavljajte si v tej črnini, ki gre še naprej, 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 sega v vse smeri. Predstavljajte si, da se zdaj premikate in pomikate skozi to črnino. Zdaj greste še globlje vanjo. Samo vizualizirajte, čutite, zaznajte, kako se zgodi premik. Lahko zaznate ta premik, a vendar ni nič, kar bi identificiralo ta premik, razen občutek, ko se pomaknete še globlje, globlje preprosto zato, ker je to vaša namera, in še globlje. In ko greste še globlje in globlje v to praznino, v to črnino, je tudi praznina črna. To je globlji del kvantnega polja. Pomikate se v večjo gostoto, večji energijski prostor. Ogromno polje čistega potencijala. To je prostor duha. To je prostor duha, duh sam. To je tisto, kar smo v preteklosti poimenovali kot Bog. Zdaj pa tudi vaša znanost razume, da obstaja ta prostor čistega potencijala, onkraj vsega onkraj, kot temu pravimo. In zdaj začutite sebe v tej črnini. In to je vibracija prezence. To je čista zavest. To je zavest duha. In vi vibrirate v tej črnini. To je maternica stvarjenja, kot ji včasih rečemo. Samo začutite sebe, kako ste prisotni v tem prostoru. Nič ni treba narediti, nič spremeniti, nič, samo ste. V tem ogromnem polju. In to je polje čistega potencijala. To je vibracija duha. In tako vas zdaj vabimo, da se samo sprostite in povabite v svojo zavestno zaznavo, vibracijo duha. Samo povabite svojo namero. Bodite odprti za vibracijo duha in dejansko svojo zavest spojite
s poljem, ki vas obdaja, s praznino. Svojo zavest preprosto spojite z duhom, kajti v resnici ste že tam. Vi ste že del duha. Ta superzavestni jaz, ki ga imate, obstaja v tej praznini. Obstaja kot del. Obstaja kot del duha. In tako, preljubljeni, preprosto začutite ekspanzijo, razširjanje v to praznino. Preprosto samo začutite. Samo čutite. Samo čutite. Zelo dobro. Zelo dobro. Zdaj pa vas vabimo ponovno v to zaznavo gibanja, v ta občutek, da se pomikate zelo počasi, a vendarle se premikate. In ponovno to zaznate. In zdaj imejte samo namero, da se nežno in počasi pomikate skozi to črnino. Začutite to in imejte namero, da vas bo to gibanje počasi in nežno popeljalo v to točko zavedanja in s tem počasi nazaj v telo. In začutite svojo zavestno pozornost, kako se spet vrača v telo. In ponovno spet začutite telo. In začutite, da ste popolnoma prisotni v svojem telesu. Začutite sebe, kako ste prisotni v svojem telesu. Zelo dobro. Zelo dobro. Z eno nogo na zemlji, z drugo v praznini. Čisti potencial. Začutite telo. Začutite praznino. Začutite zavest onkraj telesa. Projiciran, zasidran v to telo. In v resnici to ni nič drugače od filmskega projektorja, ko svetloba se projicira v fizično telo in ustvarja vse te atome. Vsak atom v vašem univerzumu je le geometrična konfiguracija energijskih vrtincev. V tem univerzumu je vse organizirano, vse je inteligentno, a vendar vsa ta energija je preprosto projekcija. Vaše kvantno polje samo si lahko predstavljamo kot to ogromno mrežo, kjer smo nenehno z eno nogo na zemlji in z drugo v univerzumu. Sprostite se, preljubljeni,
Kajti tako pogosto ob zaključku teh meditacij, te izkušnje misli, da je vse zaključeno. A takrat spoznate, kako ste se spremenili in si rečete: o, moje telo, moj duh, moja zavest, čutim te. In zato vas vabimo, da še malo ostanete v tem prostoru in to praznino povabite v svoje telo, v svoje energijsko polje. Začutite črnino, ki vas obdaja. Ko ste prisotni v svojem telesu, to je ogromno polje. Začutite prostor, ki vas obdaja. In začutite, ali čutite tla pod seboj, ta prostor, ki vas obdaja, ta prostor okrog vašega telesa. To je ta praznina, v katero se fizična realnost projicira holografsko. Ali čutite svoj prostor, ki vas obdaja, in svoj prostor, kje ste vi v tem prostoru, pa si tudi zdaj lahko predstavljate ta holografski projektil, kako se projicira v črnino, kako ste tudi vi v tem prostoru. Zelo dobro. Zelo dobro. In brez hitenja vas zdaj vabimo, da počasi svoje zavedanje spet vrnete nazaj, čisto do konca, v svoje telo. In ko boste pripravljeni, lahko dopustite očem, da se odprejo. Zelo nežno. Samo začutite to mirovanje. Lahko čutimo, kako smo ustvarili to čudovito polje skupaj, ki je zdaj mehko in miruje. Kar utepljivo je to mirovanje, kot gladina vode na jezeru, ki je popolnoma mirna in gladka. Ostanite v tem prostoru, dokler želite. Sledite sebi. So Dana is saying, really interesting. I could feel the split or integration of being in my body and Dana pravi, zelo zanimivo. Čutila sem ta razcep oziroma integracijo, ko sem v svojem telesu, istočasno pa v praznini. No, to je krasno. Alcazar nas spodbuja, da to izkusimo. In zdaj se bomo vse bolj pomikali vsi v tako stanje, v ta prostor. Luigi pravi, fantastična izkušnja. Lahko grem globoko v svoje telo in tam je izjemna črnina, neskončna črnina. Potem pa vidim samo eno nogo, ki je v tem svetu, obenem pa druga v praznini. No, zanimivo je, lahko greste globlje in višje in vstopite v isto praznino, v vesolju pa izven njega. Krista pravi, ogromna enost. Steven pa pravi, tam je sapica duha, nežno
božanje duše. To je pa res poetično. Ješva pravi, ko smo aktivirali 12. dimenzijo energijskega polja z zvezdnimi vrati, sem bil takoj v kvantnem polju in videl žar zlatih žarkov neskončnost kvantnega polja. Lisa, zdelo se mi je, da mi je to polje domače. Ja, vsi tam živimo, saj na nek način zdaj sprožimo to globino našega vedanja o tem, kar smo. Ta superzavestni jaz je vaš resnični jaz in obstaja v kvantnem polju, v praznini. Mihir pravi, moje zavedanje čuti izjemno intenzivnost, kot da sem večja v sebi. No, to je čudovit opis, kajti točno to se nam bo dogajalo v prihajajočem programu. Ko bomo šli vse globlje in globlje v praznino, v tisti del našega superzavestnega jaza, takrat boste začutili večjo energijsko prisotnost. Kajti še več tega boste vnesli v človeško podobo. In tako nas Alkazar vodi globlje in globlje v naš superzavestni jaz. Jean pravi, čutila sem globoko gostoto polja okrog sebe, potem pa je bilo čutiti energijo, kot da je skorajda električna. Zanimivo, no vsak od nas to doživlja na sebi lasten, edinstven način. Biz pravi, ko nas je Alkazar pripeljal nazaj v telo, sem čutila otipljivo vračanje. Težko je bilo ohraniti povezavo s praznino, ko smo se vrnili. Skozi toliko življenj smo mislili, da je ta 3D realnost vse, kar je. In tako smo strenirani v globokih nivojih, da se resnično osredotočamo le na 3D. In zato gremo v teh meditacijah v kvantno polje, v svet onkraj tančice, v svetove frekvenc, v večdimenzionalno realnost. Potem pa se vrnemo. Učimo se torej biti ta most. Samo z zamikom naše zavesti, zavedanja se to lahko zgodi. Ada pa pravi tako zelo pomirjujoče. Videla sem piksle, ko sem odprla oči. Kako čudovito, kot da bi me obdajale zvezdice. To je pa res kul. Suzi pravi, videla sem različne barve v kvantnem polju, preden sem opazila, da so se razpršile v polju. Za hip sem čutila blaženost in veselim se že, da bom v tem stanju lahko bodoče ostala dlje. No, to je spet še ena drugačna percepcija. In zanimalo nas bo, kako boste doživljali proces popotovanja, ki je pred nami. Kristin pa pravi, včeraj in danes lahko čutim različno vibracijo v mojih celicah. Zelo kul. Vse lažje in lažje je vstopiti v tisti prostor. Ja, to je smer, kamor nas vodi Alkazar, kar je Jules ravnokar rekla, da smo ta most, da bomo zlahka potovali med enim in drugim svetom, med zemljo, prizemljenostjo, prisotnostjo v telesu in kvantnim poljem. In ko bomo začeli ta proces, ko bo to lažje in lažje, bomo začeli razumevati, kako ustvarjamo iz tega prostora. Ana Marija pa pravi izjemno. Občutek sem imela, da ni gravitacije, da lebdim v prostoru kot v juhi zavesti. Veliko komentarjev zdaj prihaja. Veliko vas je, ki pravite, tako kot tukaj le govori Linda, morda se mi
I'm still feeling a sprožilo buzz. nekaj v žlezi češariki, še vedno mi tam vse vibrira, kot da je neka otepljiva povezava, Some ki people se je feel like vzpostavila pressure in preko their nje. heart or their head. No, nekateri I just wanna čutite mention, pritisk v srcu these ali v energies are glavi. intelligent, and so they're working with Te us all energije so namreč inteligentne in delajo z and vsakomer od nas oftentimes there's kind of a individualno. feeling of In pressure when something is pogosto being worked imate open, občutek or something pritiska, is being cleared če out. So se trust nekaj your rahlja ali experiences, čisti. Zaupajte because a svoji huge part izkušnji. of the awakening process is just the shedding, Kajti because as Alcazar says, velik we're del already procesa prebojenja conscious. So it's just like je shedding, del refining, tega letting vedenja, go, kot pravi Alcazar, da smo že learning to superzavestna bridge that bitja connection. in zato opuščamo in spuščamo, zato da se lahko naučimo, kako premostiti to vrzel. So, Yay. so this is the last of the 3 free into the void To je experiences. torej And we're zadnja joyful od that 3 so brezplačnih many of you have izkušenj joined us for this. programa Izkušnja v praznini. As we have said, In after these z navdušenjem vidimo, koliko se vas je že next prijavilo. process In kot rečeno, po teh 3 and there's a reason for prenosih this. bo sledil proces, When we did ki become se mu bo super conscious, pridružila we allowed zaprta people to join skupina, us torej new zaprli bomo every day. prijave na neki And točki. that was beautiful. V čem je razlog? V prejšnjem programu Postajamo superzavestni so se ljudje prijavljali sproti tekom procesa, ampak tokrat bomo v tem procesu, ko bo počasi zaključen proces registriranja, vse zaključeno in naprej bomo šli s skupino vseh prijavljenih, prijave pa bomo zaprli, zato da bomo res lahko skupaj krepili energijsko polje in za ta konkreten proces bo to zelo pomembno. Kajti podpremo drug drugega, ko nekdo izkusi globoko ta stik s praznino, prinese to energijo celi skupini in namera, ki jo želi ponuditi Alcazar, je to, da gremo skupaj po tej poti. In ko vsak posameznik naredi ta droben korak naprej, se ustvari skoraj da magnetizem, magnetni potek za vse ostale. Zato bomo v kratkem skupino zaprli. In če se res želite pridružiti tej skupini, se morate registrirati v naslednjih nekaj dnevih. No, več kot 1000 udeležencev se je že prijavilo in če želite raziskati te možnosti, potem pojdite na to popotovanje z nami. Vse, kar vemo, je, da se preko dela z zvezdnimi vrati zgodi duhovni razvoj. In lani smo imeli program Postajamo superzavestni, letošnji se imenuje Izkušnja v praznini in ta program bo poln energije, tako kot se to zgodi pri srečanjih v živo. Alcazar pravi, da smo zdaj na pragu tega prebojenja. To je tako zelo resnično, da je skoraj da nemogoče to opisati, ampak to je ta notranji prostor, ki se odpre in razkrije. In tako pogosto niti ne pričakujemo, kdaj pride do teh kvantnih preskokov. Okrepimo pa jih, ko dvignemo vibracijo. In presežemo te trenutke transcendence. In zato je to povabilo na popotovanje v vse, kar je onkraj vsega. In ko to naredimo skupaj, kolektivno v tem polju, ko drug drugega lahko potisnemo naprej, bomo šli še hitreje. In s tem ne boste koristili le sebi, ampak celotni skupnosti Stargate in celemu človeštvu. In kot je rekla Jules, v tem intenzivnem programu bomo s tem vplivali tudi na vse ostalo. Kajti nekje med tem programom greva tudi v Prago. Veliko načrtov imava, tega še nisva naznanila, no ravno kar sem pač naznanil to pot.
Zato vas zdaj res prosim, da ne pišite na mail podpore support. V kratkem boste dobili vse informacije, to bo zadnji dan aprila, prvi teden maja, to bo vikend. In podrobnosti bodo sledile. Veliko načrtov imamo, komaj čakava, da vas obvestiva o vseh načrtih. Če nas spremljate, potem se prijavite tudi na našo e-mail listo. Dobili boste informacije o dogajanju, brezplačne možne meditacije, ampak nič ni lepšega kot popotovanje v eni od teh intenzivnih izkušenj, kajti energija se res krepi. In zato že komaj čakam, da bomo šli skupaj v praznino. Veliko vas je, ki se še spet prijavljate in hvala vam, da nam vse to tudi sporočite. Pišete nam različne stvari, da se počutite ljubljene, da ste se že prijavili in tako naprej. Kaj pa tisti, ki še ne vedo, kako se lahko prijavijo? Ja, če se še niste, greste lahko na spletno stran stargate.live, poševnica Into the Void, kar imate zapisano tudi zdaj na ekranu. Še enkrat vam bomo pokazali, kako izgleda spletna stran za ta program Izkušnja v praznini. In tako se lahko že uglasite z lepoto te energije. To je čudovita grafika, ki jo je ustvaril Dani. In zvezdna vrata in mreža zvezdnih vrat okrog sveta. In kako se povežemo in gremo v praznino. Kot magnet vstopamo v onkraj. Alcazar pa je meni rekel, preljubljena, nisi tukaj, si v praznini. In to velja za nas vse. Vaš resnični jaz ni tukaj. Je v praznini, v vašem superzavestnem jazu. Kako pa se lahko prijavite, bomo zdaj pokazali. No, tu imamo vmes še podobo zvezdnih vrat, ki aktivirajo našo DNK. Tudi o tem procesu smo poslušali kanalizirano sporočilo Alcazarja. Zdaj pa datumi za angleški program, torej program v angleščini. Potem pa sledijo prevodi v 8 jezikov. In če govorite katerega od teh jezikov, ki so na ekranu, se povežite s svojo skupnostjo in se prijavite preko svojega jezika, še vedno pa ste dobili tudi dostop do angleškega originala. Pišite nam na support@stargateexperience.com, torej pišite nam mail, da boste dobili, če želite seveda, tudi dostop do angleške različice, ampak pomembno je, da se prijavite preko svojega jezika. In potem, ko imamo posebne dogodke za vašo državo, vas o tem lahko obvestimo. In zdaj še cene. Redna cena je $55 na mesec za te 3 mesece. Na voljo je popust v višini $33 za tiste, ki se soočate s finančnimi težavami, kajti vemo, da je za mnoge trenutno zelo težko, za tiste, ki pa čutite, da imate veliko obilja in želite z njim podpreti zvezdna vrata, da bomo lahko dosegli še več ljudi. Imamo na voljo znesek $111, da boste lahko skupaj z nami pomagali tej nameri, da bi te energije res potovale k mnogim in s tem, z vašo podporo, podprete veliko ekipo ljudi, ki delajo iz ozadja in ustvarjajo vse te različne spletne programe in programe v živo. Če imate možnost in če seveda čutite, da bi želeli podpreti delo z zvezdnimi vrati, povežimo se s tem zneskom 111.
Za tiste, ki pa potrebujete dodaten popust, vam omogočamo, če to resnično potrebujete, $11 na mesec. Pri nekaterih državah je situacija res nora in zato želimo pomagati vsem. Naj denar ne bo ovira. Vaš prispevek čutimo zagotovo, ne glede na to, koliko želite prispevati za ta program. Hvala, to je to, super. Zdaj ste na pragu, ko vstopamo v praznino. Ponovno torej res najlepša hvala vam vsem za vašo energijo, ki jo prispevate. Kajti že samo to, da ste prisotni, s tem prispevate v polje. Že ko to rečem, že čutim, kako se energija že okrepi, pa naredimo zdaj to. Imejmo namero, da se želimo povezati z vsemi drugimi udeleženci okrog sveta v tem trenutku, v tem istem trenutku zdaj. Energija se že krepi. To je praznina. In preko praznine se povežemo. In če čutite energijo, ste v tej praznini. Vaša senzitivnost je tam, ni v tej fizični realnosti. To je energija praznine. Rekla bi, da se povezujemo preko praznine. Ja, tako je. Preko praznine, v praznini, vedno smo v praznini. To je noro, kako človek sploh lahko uporabi besede, kot samo da reče uživajte. Ampak res me zanima, če lahko Alcazar morda pove nekaj o tem, kam nas bodo popeljali. Kajti nisva midva prišla na dan z imenom programa. To je rekel Alcazar. Alcazar torej, kaj je ta prak, na katerem smo pred serijo izkušnja v praznini. Način, kako delujejo vaši možgani, je tak, da bi najraje secirali realnost na njene delčke. Naprimer, govorite o telesu, kot da je to koža, pa potem srce, pa krvni sistem, pa govorite o energijskem sistemu, o možganih in tako naprej. Ampak vse to je eno. Podobno pa je realnost preprosto ta izjemna energija duha. To je ta širša realnost. In ta širša realnost se je razdelila na več delov, zato da ustvarja izkušnje. Sprašuješ, kam vas vodimo? Kakšna je razlika med praznino in kvantnim poljem, naprimer? V globlji resnici razlike sploh ni. V vašem izkušanju, doživljanju je kvantno polje prva energija, v katero se lahko lažje pomaknete. Praznina je malo globlje, to je ista stvar, ampak greš še globlje. In da bi lahko šel globlje, je pomembno, da odložite breme osebnosti, da odložite omejitve, katerih živite že vse življenje. In tako vam bo ta proces pomagal, kot smo dobili kratek uvid že včeraj, ko ste s hvaležnostjo preko kamnov odlagali svoje omejitve. Postavili ste se na prag praznine in ste te kamne odvrgli čez ramo. In to je znak, vem, to je preteklost. In to odvržete, zato da boste lahko šli v praznino osvobojeni teh omejitev. In to je torej slika, ki smo vam jo dali. Praznina pa pomeni premik še globlje. Ta proces, skozi katerega bomo šli skupaj, vam bo pomagal, da ne boste čutili potrebe po tem, da nosite te omejitve v sebi. Spet je to težko opisati z besedami, ampak podprli vas bomo.
v odkrivanju še več tega, kar ste. It is time to know thyself. It is time to be free of the limitations. Čas je, preljubljeni, To live da se osvobodite omejitev. day by day Čas je, with an da zaživite joy, iz dneva v dan a v tem permanent večnem happiness, so to speak, notranjem občutku radosti. To je na nek način nenehna a sreča, radiance nenehna ljubezen do sebe, to all those žar and te the whole ljubezni. environment. Ljubezen do vseh, ki jih srečate in do vašega okolja. Where are we taking you? We are taking you deeper into yourself, Kam vas into the vodimo? void, into the beyond, Vodimo vas globlje v same sebe, into v a knowing praznino, of who you are. v svet onkraj, And v why you are vedenje, kdo ste here. Okay? in zakaj ste tukaj. Ok? Well, Okay. so thank you all once again for being with us. Very much appreciated. And for those of you who are going to Hvala, da ste bili ponovno z nami. Zelo smo vam hvaležni. Next Tuesday, yes? We'll see you in the Vidimo void. pa se naslednji torek s tistimi, No ki ste se in ki se še boste prijavili na ta program. Vidimo se zagotovo v praznini. Let's just take a moment to send a lot of love to all our friends around the world. Pa pošljimo zdaj v naslednjih nekaj trenutkih našo ljubezen vsem prijateljem okrog sveta. Connection. To je ljubezen za nas vse, za nas vse. Samo So much for začutimo being with to us. veliko Thank you povezavo. for journeying with us. We are so excited to see where we all go together. Hvala, da ste z nami na tem popotovanju. Z navdušenjem že čakamo, kam nas bo popeljalo. Za vse tiste, ki seveda, ko imamo prenose v živo, spite, delate, na voljo bodo posnetki v nekaj minutkah po zaključku vsakega prenosa v živo. Energija pa je enako močna, tudi če poslušate posnetek. All right. See you next week. Ok, Much love. dobro, vidimo se naslednji teden. Veliko ljubezni za vse. Adijo.